Mislim, da je na mene največji vtis napravilo to, da je bilo v hiši, eni navadni kmečki hiši, toliko knjig, da se je veliko bralo in da smo si pripovedovali zgodbe, pravljice. In to zvečer do 11. ure, ko se je štedilnik že ohladil. To se mi zdi, da me je določilo na nek način za vse življenje. En važen del kulturnega delovanja je spoštovanje velikih stvari, ki jih mali ljudje na tihem ustvarjajo. Človek se od drugih živih bitij razlikuje ravno po kulturi. Ko zadovolji osnovne človeške potrebe, se pojavi potreba po lepoti in umetnosti, po petju, slikanju, plesu in glasbi. Človek in kultura sta neločljivo povezana, lahko bi rekli usodno povezana. To je tudi zgodovina sama že pokazala, da je kultura tisto, kar daje človeku smisel bivanja na tem planetu. Kultura zame pomeni nekaj spremenljivega. Je nek skupek materialnih in nematerialnih stvaritev, predvsem človeške družbe, ki so posnetek, so duh časa, torej nekega obdobja in nekega prostora. Ljubiteljska kultura temelji na delovanju ljudi, ki niso profesionalci. Kljub temu pa moramo paziti, da ne ostanemo zaprašeni. Nenehno moramo stremeti k napredku in rasti v kakovosti. Kasneje se mi je zgodilo to, da je mi profesor ponudil knjigo, naj jo preberem. Bi rekel, poglej, kakšne pesmi danes pišejo, je bil pa Tomaž Šalamun, Pokan. Mene je to dobesedno obrnilo. In sem razumel, da kultura ni samo to, da ti nekam greš, da ti nekaj poslušaš, ampak da v tem živiš, da se potegneš za svoje, da se potegneš za tisto, kar šele bo prišlo. In da je zelo pomembno, da nisi pasiven, da nisi ovca v čredi, ampak da greš po svoje.